Zdaj pa avtoban, ne? Današnji dan. Po vseh pravilih bi moral jaz vriskati od vesela. Klicali so me že čakajo. Zakaj sem prišel v Nemčijo? Zaradi avtomobila za mano, imenuje se Focus ST. Zanimiv avto, komaj čakam, da se noter usedem, pa da kaj povem. Ampak Ford je pripravil pa eno tako... Sploh ne vem, kako ne povem, zato ker sem malo razburjen. Češnjo na torti, samo da je take plave barve. A veš, so rekli, ej Ciril, a bi imel ti kaj proti, da pol, ko končaš z vožnjo z ST-em, probaš še en drug naš športni avto. Pa sem rekel, ja, kjer ga pa so rekli, ja, tegale. To je Ford, to je Ford GT, to je... Enač, kaj, en krog bomo šli. To bo noro. Dobro, ampak preden mi zaupajo ključe od tiste plave zveri, dajmo se posvetiti ta novemu ST-ju. Barvo, to že poznamo. Drugače pa se veš, ne? Focus, nova generacija, je bil že cajt, da ponudijo tudi stole, pa pojmo najprej od začetka. A veš, Ford je v avtu pustil en tak priročen list, kjer vse te glavne stvari tudi pišejo. To so pravzaprav vehicle specifications, kaj velja točno za ta avto. Ampak te glavne stvari, tisti, ki nam za športne avto ni vseeno verjetno že vemo. To se pravi, motor je tisti, ki ga poznamo že iz Focusa RS, na koncu koncev z Mustanga tudi. 2,3 litrski štirvaljnik, v tem primeru 280 konjev. Menjalnik lega, ta je ročen, valjda 6-stopenjski. Pa za zid se mi verjetno ni treba posebej poudarjati, da so Rekaroti, to piše tudi tukaj na vogalu, športni, dober primajo. Kupenih stvari je, po katerih boš ta avto tudi lahko še prepoznal, recimo po posebnih platiščih. Zdaj da je bomba, ne da? Pa spoilerček se mi zdi tak lušten, pritajen, ni preveč in your face, to je naloga za RS-a in grede. Ford, se boste tega tudi naredili RS-a, ne? Rečite ja, prosim. Pa prijemo do zunanjega detajla, ko me hulmo vleče, prijemo do zunanjega detajla, ki je meni najbolj všeč. A ti pokažem izpuhe. Poglej, dva sta, eden na levi, eden na desni. In a veš, kaj je meni najbolj všeč? Da ni nobenih aluminijastih olepšav. Taki so, ki morajo biti. Raf, surov. Luštno ropota, ne? Obenem pa ne smeš pričakovati, da bo tako nesramno pokul kot RS. Ta glavna stvar. Jedite kot tem, kako se bo ta avto pelil. Verjamem, da dober, ampak dokaj se ne usedem za volan, nam je rekel. Drugač pa ja, značka ST zadaj, značka ST spredi, na pragovi še par stvari piše. Tako, proper. Enač, pojma. Sklopka zelo hitro za... Stop! Hotel sem sam reči, da so hodi menjalnika res kratki. Le to, stari. Pa pelem se na kockih, me zanima, kakšen feeling bo pol v GTU. Krmiljenje pri taki običajni vožnji je res lahko. Hodi smo rekli, da so kratki. Sklopka zelo hitro zagrab, ampak imam občutek, da se jo da hitro navaditi. No pa pojmo. To se pravi, drive mode so slippery, normal, sport, pa racetrack. Ej, lušten poč od ozadja, ne vem, če se sliši, no, ampak petka Alpina, predprejšnja generacija, lepa, stari, lepe feltne, una zlata črtica, diskreten spoiler, orang mašina. A veš, na kaj me spominja? Zanimiv ne na prejšnjega ST-ja, ampak na aktualno Fiesto ST. Ful lepo zagrab, uvink, vidi se, da ima vesele do športne vožnje, pa še nekaj, čak malo. Moram pohvaliti delovanje elektronske špere, nima prave mehanske, ampak to, kar dela elektronka, takole na izhodu iz uvinka, zelo dobro simulira. Motor dobro potegne, to smo pričakovali, tudi dobro ga poznam, veš, ta motor poganja tudi Focus RS, ne pozab. Stari, lepo. Lepo, neposredno krmiljenje, dobro uravnava vso moč. Tudi stabilnostna elektronka je tako nastavljena, da ti popušča mečken, to se pravi, da te ne zažlajfa za vsak brez veze. A veš kva? Bomo mi tlele parkirali. Si mu tale pokajanje še do zunaj poslušal, ne prav?
redu, a? Malo pa spominja na RS-a, se mi zdi, lepo poka. Ne sem takole, ko v lero na gas tolčeš, ne. Tudi takrat, ko peleš. Fajn. Le, nimam kje reči, zelo sem zadovoljen z ST-jem, kar se vozne dinamike tiče. Ampak to, da me v ovinkih totalno spominja na Fiesto ST, ki je biser svojega segmenta, ki prije do vozne dinamike, tukaj mislim, da se strinjamo vsi, to že veliko pomeni. Tako da ja, jaz mislim, da sem se zdaj ugrel, pa da si počas zaslužim tudi GT-ja. Ok, folk, zdaj je cajt pa za Forda GT. Ampak tako, ko zmeri, še nikoli se nismo usedli v avto, preden nismo vedeli nekaj več o zgodbi, da razložim kontekst, da povem, odkje ta avto prihaja, kakšna je njegova preteklost. A veš, čisto prvi Ford GT se je pravzaprav imenoval Ford GT 40. Veš, zakaj je 40, ne? Je toliko inčov je bil visok, to je 101 cm pa drobiš, to je tukaj nekje. In ta avto je nastal z enim razlogom. Sesut Ferrari v Le Manu. Do uspeha jim je pomagal en gospod, ki mu je bilo ime Carroll Shelby, to je gre tudi tip, ki si je zmislil Cobro, pa veš, da je on prišel v ekipo, da je bil Ford nekako na dobri poti, pa veš, kaj se je zgodilo, ne? Če pa ne veš, pa daj vpraši Ferrari, no? Kako je bilo gledati Ford na stopničkah 1, 2, pa 3, a pa tudi naslednja leta, ko so zmagali še leta 67, 68, pa še 69. No in na tak način se je Ford GT40 zapisal med avtomobilske legende za zmeri. A veš, kaj je bilo pa pol? Ja nič, do leta 2005 čista tišina. Ampak boj, ko se je Ford takrat odločil narediti remix. Uraden ime ni bil več Ford GT40, ampak vse ostalo je bilo pa... Avto je toliko spominjal na izvirnika, svojo obliko je prišel zelo blizu. Valjda je bil pregnan z V8 strojem. V moji knjigi eden najlepših, najbolj brutalnih, pa najbolj cool superkarov ever. Sploh med leti 2000 pa 2010 ziher pride v top 3. V Evropi mislim, da jih je ne 100, če so še vsi celi. No, zdaj smo pa končno tukaj, pri tem novem, pri tretjem Fordu GT. Oblikovno, jaz sem prepričan, daj poglej ga, eden najbolj ekstravagantno oblikovanih superkarjev vseh časov. Kaj ti misliš? Daj ga malo poglej. Spoiler mimogrede, vidiš, gre za aktivno aerodinamiko, se dviga pa spušča s hitrostjo. Valjda, če hočeš biti frajer, ga imaš dvignenega kar ves čas, recimo to je ta pozicija, v kateri je zdaj, drugače se pa noter spusti. Kar se pa same oblike tiče, razgibanosti, verjetno ne rabim tudi poudarjati, da je motor sredinsko nameščen, vidiš? Detajlov, ki pa ujamejo uč, a so to zadnje luči, a so to izpušni cevi z enim takim zelo finim dodatkom, vidiš, kaj je tukaj? A Krapovič ima tukaj tudi prste zraven. In ko govorimo o teh detajlih, ja stari, lahko bi hodil okrog avtomobila cel dan, pa ne bi imel dosti. Daj pogled recimo sam tale carbon fiber, tukaj na vogalu tega pokrova mašine. Pa če oči vržeš na feltne. Prosim, poglej tole super light ekstravaganco. Valjda, feltne so sestavljene iz ogljikovih vlaken. Včasih si bil takšnega pristopa vajen, ko si gledal Koenigsegge, Paganije, takšne avtomobile, ne pa Forde. In to je sam še en dokaz, ki ti pove, koliko daleč je šel Ford s tem avtomobilom, ko govorimo o vozniških performansah. Lightweight je pravzaprav ta glavna beseda, ko začneš malo raziskovati o Fordu GT. In mogoče se bo malo hecen slišal, sam je res. A veš, tako, kot so včasih ljudje v 80-ih gledali na Lamborghinija Countach, ki je bil kot vesoljska ladja, tako danes gledamo na Forda GT. Mislim, karoserijskih zavihkov, oblik, oblin, zares je ogromno povsod. Mislim, da ne govorim o tem, da so ogljikova vlakna, opa, tole bomo pa stran vzeli, res čist povsod. In ko rečem lightweight, to res tudi mislim. Karoserija, carbon fiber, monokok, vozniška, sovozniška celica, ja, kva misliš? Carbon fiber! Celotno konstrukcijo pa pol spredi, pa zadnji dopolnjuje aluminij. Drugih materialov praktično ne boš najdel. Tudi pol, ko prideš v kabino, se ti bom pokazal. Pa mogoče še en podatek, v kakšne ekstreme je šel Ford. Šipa, ni navadna šipa, ampak je Gorilla Glass. Samo zato, ker je lahko lažja, pa tanjša. Tukaj se niso zabavali. Niti malo. In a veš, koliko pol cel avto tehta? 1385 kg. Kaj pa doj? My name is Cyril, nice to meet you. Ok, folk, jaz pa Craig je, bom rekel, na en način moj nadzornik, so se ravno kar usedla v avto. Prvi občutki. Okrog mene je veliko ogljikovih vlaken, volan je oblečen v alcantaro. Pull that quite hard towards you, and then that's it.
A veš, kaj sva ravno kar naredila? Pedala sva prestavila bliže k meni, v bistvu zdaj jih moram malo nazaj dati. Nastav se je pa tako, da potegneš en vzvod tukaj ob sredinskem grebenu in potem pridejo počasi k tebi. Nastavljajo ti volan, pa sedeš po naklonu. Zdaj pa je avto prižgal, ker je malo vroče, prav. Alright, can I turn it on? Yeah, you can. No, zdaj pa tako, v tem trenutku se mi na en način uresničujejo sanje o tem, da se bom usedel v ta avto, pa ga peljal, sanjam, odkar obstaja, to se pravi od leta 2016. A veš, kakšen feeling je? Skoraj nič ven ne vidim, sprednja šipa je taka, stranske so, kot da si na en način v blindiranem avtu, zdaj se vozimo po kockah, bi lahko rekel, da čutim vsako posebej. Skoraj nič ven ne vidim, sprednja šipa je taka, stranske so... Lift the front up. Okay. 50 mil higher at the front. 50 mil? Yeah. How slow do I have to go? That's fine. That's fine. No, zdaj pa tako, ta prvi občutek, ta avto ni piece of cake za peljati, tako kot recimo, mislim, se nimam nobene dobre primerjave, kaj naj ti rečem? Audi R8 recimo ali pa kaj podobnega, zelo se moraš privaditi feelingu, ne samo da sediš ekstremno nizko, tudi zelo je neposredno, zelo je trd. Pa čeprav gospod inženir prav, da imamo v tem trenutku nastavljen način, ki je bolj primeren za navadne ceste, prav, da se prestavi pa v track mode, sploh, ko se začne uporabljati aktivna aerodinamika, se stvari spremenijo. Avto tudi na čisto drugačen način upravlja z zračnim tokom. Je rekel, da pri hitrostih nad 120 km/h zadek, pravzaprav spoiler, zgenerira 180 dodatnih kilogramov na zadnji del avtomobila. Stari, že razgrajam. Kadarkoli pa avto zazna res močno zaviranje, takrat pa spoiler začne igrati drugo vlogo. Spremeni kot in postane zračna zavora. Air brake rečejo temu Britanci, zato da je zaviranje lahko še bolj učinkovito. Noro, no vse so mislili. Enač, zdaj pa avtoban, ne? Še en podatek, ki bo zanimiv za lovce na visoke hitrosti. Ta avto ima kupenih voznih programov. Normal, sport, track, wet mode, potem pa tudi high speed mode. To je pa za takrat, ker želiš doseči najvišjo hitrost. Recimo, če si na avtobanu v Nemčiji. Ker pa to vklopiš, pa to lahko narediš samo takrat, ko avto stoji, takrat se pa avto spusti nizko, iz 12 na 7 cm. Je nič? Še par stvari drugih se zgodi, pa se lahko pelješ pa skoraj 350 na uro. Še en zanimiv podatek sem zvedel, ki ga prej dejansko nisem. Armaturna plošča je pravzaprav del strukture avtomobila. Ima svojo funkcijo, ki je dvojna. Eno, da je armaturna plošča, druga pa, da veča togost samega avtomobila, same karoserije, konec koncev, celotne konstrukcije. Tako zdaj sem z avtom prevozil par 10 km. Še ena stvar, ki sem jo opazil zelo hiter, pa se nisem rabil niti hitro peljati. Krmiljenje je hidravlično, ni električno, tako kot smo zdaj vajeni pri večini sodobnih avtomobilov. In to se pozna na tak način, da tega, Angleži pravijo dead travel, to se pravi, ko ti zaviješ za pol centimetra, se to takoj pozna. Tukaj na sredini volan ni mrtev niti malo. In to je tak užitek, ne samo pri športni vožnji. Tudi skole, ko se pelješ čez gozd, koliko? 70 na uro. Kratek pit stop, prosim te lepo, ignoriraj okolico, ni lepa, ampak danes je to čisto vse. Zato, ker govorimo o enem od najbolj posebnih avtomobilov sploh. Rad bi se malo razgovoril o motorju. Nameščen je sredinsko, to sem že povedal. Kar vidiš v tem trenutku je 3,5 litrski V6 motor, valjda biturbo, rab mečka dodatnega lufta, da lahko pridemo do tistih številk zmogljivosti. A veš, koliko je konjev? 655. Aj dost? Spomnim se, koliko je avto težek. Šloh tono 400. A veš, kako to leti? Predvsem pa. In to je meni v povezavi z motorjem skoraj najljubši del.
A veš, kaj so pri Fordu naredili? Prav potrudili so se, da med motorjem pa voznikom ni kakšne dodatne izolacije. Sem tale tanka šipca, ki jo vidiš tukaj. To je na en način tak zelo old school pristop. In tudi tvoj zvok, ki pride do tebe, ki pride do motorja. Nobenih dodatnih cevi, ki bi vodile v kabino, zato da bi bilo glasneje. A si ti na glavo padel. A veš, koliko glasno je v tej kabini? In tudi Craig je lepo povedal, ne? Ta avto, če mu vzameš stran menjalnik z dvojno sklopkom, grede Getrack ga dela, pa če mu vzameš stran motor, ki je V6 biturbo, je pravzaprav eden zadnjih superkarjev stare šole. To tudi nekaj pomeni, pa to se tudi čuti, ko ga peleš. Ker ti to zverino peleš, stari, ne vem, če sem že kdaj v življenju pelil avto, ki bi bil po občutkih, ki jih da vozniku, pa sovozniku, tudi bližji dirkalniku. Mislim, da je pogledano. Pa še nekaj ne smemo pozabiti, ne? A ga malo poslušamo. Let's go! In jaz ves čas mislim na eno stvar. Ciril, probi zaužiti te občutke, te momente. Takšen avto ne peleš velikrat v življenju. Zato probam biti prisoten, razmišljati o tem, kaj se dogaja. Ceniti tako izkušnjo. Teh avtov ni veliko. Koliko jih bojo naredili? Ene 250 na let. Vsega skup mislim, da Jurija. In zato je ta izkušnja toliko bolj dragocena. Da bo mogoče enkrat čez 30 let lahko vnučkom razlagal, a ti veš, kaj je dedi enkrat pelil? A veš, to je bilo takrat, ker niso bili še vsi avti na elektriko. Pa z ga lahko še polomil, pa se ti je kaj zgodil. Smo go fejst paziti. In takrat bom zagrabil eno zadevo, a se bo pa kar projiciral, kjer nekam v luft. Pa bo slika tega avta gor prišel, bo rekel, tole tam avto, tole, ne sanja se ti. Takrat takih stvari ne bo več. Believe you me. Až da mi gre kocine po koncu, pa malo mi gre na... A ja, pa sam še nekaj, da noter rekel, da nisem kufra pokazal. To je to. To je za eno cornflake škatlo pa pol. Ej, vožnja je končana. Jaz sem še malo blesal, ampak preden zaključimo tole, a se malo posvetimo še kabini, a? Poglej, kot voznika me obdaja tole. Se pravi, volan presekan spodi pa zgori, rekel sem spodi pa zgori, zato ker je zdaj okrog obrnen. Seveda je sredica stavljena iz ogljikovih vlaken, enako velja za armaturo, o kateri sem govoril prej. Vmesnik je majhen, zanemarljiv, čisto ok dela, tukaj so stikala z klimatsko napravo. Fajn je recimo videti tudi vrata, ker pol ti res zelo hitro jasno postane, koliko ogljikovih vlaken je v tem avtomobilu. Mislim, prosim lepo pogledaj zelo širok prak. Mimogrede v ta avto ni tako lahko prijeti, najprej moraš dati ritko na prak, ritko usedeš, pol pa noge čez. Ne moreš iti z nogam naprej noter, ni šans. Pa recimo še ne par detajlov. Ta avto je lahko opcijsko opremljen z večtočkovnimi varnostnimi pasovi. Sploh tukaj je klasičen tritočkovni, ta pride serijsko. Pa imaš pa tukaj še dodatno zapenjanje, če bi recimo bil take vrste lastnik, da bi veliko hodil na pisto. Pa če že gledamo zice, zgleda kar dost poseben. Osnova konstrukcije je seveda kaj drugega kot ogljikova vlakna. Pa še ena druga fora mi je čist huda. Se veš, ko se vedno zabavamo, ne? Če avto ameriški mora imeti cup holderje. Tudi ta, kljub temu, da je zelo športno minimalističen, jih ima, pa zelo posebna sta, pa na zelo posebnem mestu sta skrita. Stari lej Ford jih je skril semle, v sredinski greben, pa ne samo to. Material, ki so ga uporabili, je aluminij. Pa če si malo pobližje pogledamo ta sredinski greben, tukaj na sredini valjda je gum za zagon motorja. To je ta izbirnik prestav oziroma smeri vožnje. Pa imaš pa tukaj še vse 4 žmigovce, izklop varnostne elektronke, prilagajanje blažilnikov, pa dvig sprednjega dela, zato da greš lažje lahko čez recimo ležeče pocaje. Ročna zavora, ne nožna. Pa prej sem pozabil eno stvar o motorju povedati, ki se mi zdi tudi dosti zanimiva. Ta motor deli 60% vseh sestavnih delov z čist navadnim serijskim motorjem, ki ga drugače ameriški kupci dobijo v Fordu F-150. To se mi zdi kar podatek, ne? Da govorimo o ekskluzivnem super športniku, pa da je znov Ford na kup potegn 60% delov, ki ga drugače masovno proizvajajo, dodati še par komponent, sicer zelo hudih, in narediti to zverino. In jaz se še zdaj spomnim dneva, ko sem prvič slišal za ta avto in ko sem prvič zvedel, da bom imel V6 motor, pa sem rekel, pa dobro, za božjo voljo, kaj delate? Danes sem pa ta motor preizkusil v praksi. In vse, kar lahko rečem, je to, da sem zelo navdušen, ker ne pomnim vožnje s katerim koli avtomobilom, mogoče gre za par izjem, kjer bi bil motor tako surov, tako dirkaško nastrojen, tako izjemen na drugačen način, kot sem pričakoval. Ja, nimaš unga V8 bobnenja, to je res, ampak imaš pa dirkaški sound.
to zna biti pa pri takšnem avtomobilu še več vreden, še več feelinga ti da. Ker dejansko, kot sem prej rekel, ko ga voziš, stari, praktično dirkaška izkušnja. Noro. Mogoče samo še ena stvar, to bo pa bolj za tiste tehnične navdušence. A veš, kaj pride do vzmetenja, je to, pa se ne rečem, da ni edini, ampak jaz nobenega drugega ne poznam. Ta avto pravzaprav združuje dva načina vzmetenja. Klasičnega z vijačnimi vzmetmi, pa tistega, ki se imenuje pushrod, je pravzaprav za dirkaško vzmetenje in slovenskega izraza sploh ne poznam. A veš, to so tisti fedri, ki so vodoravni. In ti, ki voziš v navadnem načinu, delata obe komponenti, oziroma oba tipa vzmetenja. Ko priješ pa na pisto, se pa klasična vijačna vzmet, odklop, nima več tam kaj iskati, saj si na ravni pisti. Takrat dela pa sam še pushrod. Čist druga zgodba.